Gledate Gorenjska poročila na GIF TV. Sedaj sledi okrogla miza z ambasadorji slovenskega gospodarstva z tematiko, kako v času številnih globalnih kriz dosegati cilje trajnostnega razvoja. Da z samim uvodom ne zajemam preveč v teh kratkih ali dolgih nekaj 60 minutah, ki jih imamo na voljo za pogovor, naj kar takoj na oder povabim najprej gospo dr. Milano Karajič, vodjo strateških projektov iz podjetja Magneti Ljubljana. Dr. Milana, pozdravljena in hvala, da ste danes z nami. Z nami je tudi vodja projekte pisarne v podjetju Iskra, gospod Boris Šajnovič. Pozdravljeni in dobrodošli. Kot tretji se nam bo na odru pridružil vodja razvoja v podjetju Kronoterm, gospod Franc Marovt. Tudi vam ena dobrodošlica na okrogli mizi. Z nami je danes tudi direktor in lastnik podjetja EcoArt hiše, gospod Miha Bogataj. Pozdravljeni in hvala, da ste z nami. Kot zadnja se nam bo na odru pridružila predstavnica Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo iz Direktorata za internacionalizacijo, podjetništvo in tehnologijo, gospa magistra Marija Čebular Zajec. Tudi vam ena lepa dobrodošlica. Tako, najprej en krog hitrih vprašanj, da nekako skupaj prebijemo ta led tukaj. Vsak izmed vas bo imel priložnost, da odgovori na eno vprašanje. Pa bi jaz kar pričela z gospo Marijo. V zadnjem času se veliko govori o trajnosti, okrožnem gospodarstvu, smart, digitalni prehod. Kako vi lahko pojasnite pojem trajnosti, trajnostnega razvoja? Hvala za vprašanje. Jaz bi najprej kot predstavnica Ministrstva za gospodarstvo rekla, da se čutim zelo počaščena, da sem danes v družbi ambasadorjev slovenskega gospodarstva za Green Creative Smart. Moram reči, da v bistvu sem zelo vesela, da se je gospodarstvo, slovensko gospodarstvo poistovetilo pod tem sloganom, ker vemo, že v preteklosti turizem je imel slogan Green Active Healthy, in ko smo sedeli skupaj s Spiritom, v bistvu izbira ni bila težka. Green, zeleno, Slovenija je zelena dežela, 60% porasla z gozdovi, eno največjih, največ zaščitenih območij, naravovarstvenih, tudi smo narod inovatorjev, se pravi smo ustvarjalni, pa tudi pametni smo, konec koncev. Tako da, glede trajnostnega razvoja, sigurno to je prihodnost, od Evropskega zelenega dogovora do vseh zakonodajnih rešitev, ki se oblikujejo na EU ravni in na slovenski ravni, vse gre v to smer, tako da to ni izbira, to je nuja. Se usmerjamo v zeleno, ustvarjalno, pametno, tako kot smo si tudi v končni fazi skupaj z gospodarstvom zapisali v slovenski industrijski strategiji 2021-2030 in tudi vse politike in instrumente, ukrepe usmerjamo v to smer. Hvala. Gospod Boris, je možno, da ste trajnostno in finančno uspešni hkrati v podjetju? Prvič hvala za besedo, pa hvala za povabilo. Moj odgovor pa rezultati kažejo, da ja. V zadnjih letih smo investirali izredno veliko sredstev ravno, da postanemo bolj optimizirani na področju surovin, materialov, energije, ki jo uporabljamo, in da uvajamo digitalne rešitve. Ravno z ciljem tega, katere rezultate danes vidimo. Povečali smo dodano vrednost na zaposlenega skoraj za 2. Plan za naslednje leto kaže, da bomo še bistveno boljši.
Plan imamo v 4 letih doseči avstrijsko povprečje v tej branži in vse nam kaže, da nam bo uspelo. Drugo pa seveda, da ja. Zdaj pa se sprašujemo, na kakšen način. Nekaj je z lastnimi rešitvami, nekaj je z uvedbo rešitev, ki so na trgu. Ogromno vlagamo v razvoj in poskušamo ponuditi trgu to, kar sami verjamemo, da mi sami potrebujemo, da naši kupci potrebujejo, da naši partnerji potrebujejo. Istočasno pa nam tudi pripomore tukaj, bom tako povedal, država z različnimi sredstvi, z različnimi podpornimi programi, ne samo z finančnimi sredstvi, ampak z tem, kaj nam to pomeni in kaj to pomeni našim kupcem. Ko dobimo projekte potrjene, v kakršnikoli obliki, magari, da smo ambasadori, nam je zelo lažje nastopiti na izredno zahtevnih trgih. Ko povemo, da to je ena država, ena evropska država prepoznala to rešitev kot izredno dobro, je tudi doseganje trajnosti v teh težkih ciljih mnogo lažje. Doktor Milena, kako izgleda trajnostno poslovanje v vašem podjetju? Ja. Tudi najlepša hvala za povabilo, za to okroglo mizo. Ja, v našem podjetju res že leta smo prepoznali, da prav, če ravnamo trajnostno, edino lahko obstanemo s našo proizvodnjo v Ljubljani in Sloveniji, ker je zelena dežela in environmental friendly. In ne samo to, tudi smo, ko smo računali stroške, prav če zmanjšamo odpadke, če zmanjšamo namesto čistih surovin, smo začeli kupovati sekundarne surovine, razvili smo procese, da recimo vmesto čistega kobalta, ki je naša surovina, recimo za aluminijum, nikel, kobalt, samarium, kobalt magnete, lahko začnemo iz odpadnih magnetov, vse naše izmetne magnete lahko spet ponovno uporabimo z našimi obstoječimi kupci in potencialnimi novimi razvijamo take prihodne projekte in smo zelo veseli, da je tudi Evropa to prepoznala kot strateško, potrebno in da smo mi že s temi razvojnimi projekti kar na visokem TRL nivoju, tako da lahko trgu tudi to dejansko zdaj ponudimo, ne. To je predvsem z te strani odpadkov, glede recimo tehnoloških voda, tudi v Sloveniji se je spremenila zakonodaja in smo morali čez noč najti rešitev in smo res našli, tako da trenutno vse naše tehnološke recimo odpadne vode zbiramo, predelamo in ponovno uporabimo, tako da nič ne izpuščamo v okolje. Koncentrat pa trenutno se odvaža kot nevarni odpadek, ampak so tudi razvojni projekti na to temo, da bi se iz tega ekstrahovale drage kovine in spet uporabile v procesu. Gospod Miha, vloga vodstva pri vzpostavljanju strategij in modelov trajnosti. Ja, najlepša hvala za povabilo. Najprej hvala tudi za lep ogled tovarne, ki me je tudi fasciniral, neko robotiziran pristop k napredku družbe. Moram reči, Slovenija res lepa dežela, kjer ima sposobne ljudi in smo sposobni ta posel razvijati. Letos poleti sem srečal enega v kempu, enega človeka z Nizozemske, pa je rekel: You have everything, you are kissed by the gut. In to se mi je vtisnilo v glavo. Sem rekel, v resnici se ne zavedamo, kje živimo in kaj imamo. In kaj je trajnost, bi rekel, da v bistvu k trajnosti mislim, da moramo težiti, da pridemo do vse, kar nam narava ponuja, do samozadostnosti. Se pravi, da v bistvu naša država spodbuja prehransko, energetsko samozadostnost, da v bistvu znamo sami zase poskrbeti. Da nismo ranljivi, ne, ker se v teh energetskih krizah mislim, da premalo tega zavedamo. Zdaj pa, da grem na vaše vprašanje. Ne. Vloga vodstva, ne? Kakšna je vloga? Moja vloga, sem počaščen, da sem kot ambasador, smo bili izbrani kot v bistvu eno manjših podjetij, z, bom rekel, inovativnim produktom. Je pač to, da nekako živiš
zavest in jo prenašaš na svoje zaposlene. Se mi zdi, in pa tudi kupce. Ukvarjamo se z leseno gradnjo in smo v sklopu enega razvojnega centra patent razvijali naprej in razvili križno mozničene stene, se pravi brez kakršnekoli kemijske industrije, razvili masivno leseno steno, kjer lahko z naših gozdov potem ustvarjamo. Jaz lahko danes rečem, da je to najvišje obdobje bivanja, zdaj sem 7 let v taki hiši, pa vsakič, ko prijem z dopusta, žena reče, to je res nekaj več, kar ti lahko dom da, in cilj nam je v bistvu razvijati zdaj to proizvodno in kako ozaveščati to zgodbo svojim zaposlenim in pa kupcem je v bistvu, mislim, da aktivna vloga vodstva. Kaj recimo delamo vse skozi od začetka, ko sem začel v bistvu firmo praktično z 2 entuzijasti leta 2009 in do danes, ko smo razdelili podjetje na 2 podjetji, eno je montažno podjetje EcoArt, ki ustvarja v bistvu butične lesene hiše, drugo pa je IQ Wood podjetje, kjer smo zdaj s tem prebojnim patentom začeli ustvarjati velikoformatno proizvodno. Lansko leto z vstopom Lumarja dobili potencial, tudi nov kapital, da v bistvu lahko neki izvozni potencial izkoristimo tega produkta. Da smo skozi razmišljali, kako v bistvu čim manj nekega odtisa v okolju pustiti, kako se obnašati ozaveščeno. In recimo ena od teh stvari, ki jo pač v firmi uvajam, pa vsakič znova ponavljam, gradbeni odpadki. Gradimo hišo, ekološko hišo, istočasno imamo pa vse lesna vlakna, ki so naravna zapakirana v polivinil vrečkah. Imamo ogromno enih odpadkov od vreč, od lepila za keramiko, ono tretje. V glavnem, kako to selekcionirati, kako to reciklirati, to je ena od takih manjših stvari. In vloga vodstva je pri tem pomembna, ne? Je tako? Treba je dnevno to biti aktiven, spodbujati.